Pozdravljeni v avtomobilnosti. In to ne v katerikoli avtomobilnosti, ampak že v 100. po vrsti. In 100 je pravi trenutek, da pogledamo malo nazaj in se ozremo tudi v prihodnost. V 100 oddajah smo govorili z 419 sogovorniki, vam predstavili in testirali več kot 500 avtomobilov in prevozili nešteto kilometrov. In to na 3 platformah. Televizijski, na internetu, na MMC-ju na zavihku Avtomobilnost in tudi na Valu 202. Na začetku je najbolje, da gremo kar k imenu. Avtomobilnost. Avtomobilnost že samo po sebi ponuja, da gre za avto kot avtomobile in mobilnost kot način prevažanja. Ampak ne gre zgolj za to. Izbira imena pomeni tudi več. Ne samo, da se opade z našo vsebino, ki se ukvarja prvenstveno z avtomobili, ampak tudi z širšim dojemanjem mobilnosti. Ampak tudi z časom, v katerem živimo. Že zgolj v teh prvih 100 oddajah se je videlo, kako hitro se spreminja pogled družbe na sodobno mobilnost. In tako jo gledamo tudi mi. In zato v avtomobilnosti ne gledamo samo mobilnost z avtom, ampak ves spekter mobilnosti, ki lahko posameznika danes zanima in ga mora zanimati. In ne spreminjamo se samo posamezniki, uporabniki mobilnosti, ampak se spreminja tudi celotna avtoindustrija. I think we should all take a second to recognize the significance of this moment, because we're attending the first major auto show in the world that's not just about cars. It's funny for me because you're from automotive industry and you're telling me about this application that will tell me to go on a bike or on a bus, on a metro. Isn't it colliding a bit? No, you don't always need a car, right? And I think in the modern world, sometimes not having a car is a great thing too, right? V naši oddaji so 4 stebri, ki jih skoraj v vsaki oddaji pokrijemo, in to so ekologija, tehnologija, varnost in mobilnost. In vsi 4 so se v vseh teh letih in v vseh oddajah kar korenito spreminjali. Pa začnimo kar z ekologijo. V resnici je tukaj sprememb najmanj. Največ pa se o njih govori. Čas, v katerem živimo, je najlepši dokaz tega, kako v zmedenem času, kar se tiče prihodnosti in načrtovanja mobilnosti v prihodnosti živimo. Še posebej, ko govorimo o vprašanju ekologije. V naši oddaji smo se velikokrat posvetili tudi vsem obljubam, ki jih poslušamo v zadnjih letih, tako strani proizvajalcev, kot tudi strani države, in kako resno jih je treba jemati. Recimo primer elektrifikacije, ki smo na koncu razvozljali, da gre zgolj za, domače rečeno, hibridizacijo flote. Predvsem pa smo v naših oddajah izpostavili po našem mnenju ključno vprašanje današnjega časa. Ne gre samo za to, ali se bomo vozili z pol elektrificiranimi, z popolnoma elektrificiranimi, z dizelskimi, bencinskimi, vodikovimi avtomobili.
Ključno vprašanje današnjega časa je drugje. Ali bomo razumeli, da prihodnost pomeni prihodnost brez avtomobila in da je ta vmesni čas med danes in prihodnostjo posvečen predvsem temu, da se družba oblikuje na tak način, da avtomobilov ne bo več toliko na cesti. No, sam način, kako bomo postali bolj ekološki in kako bomo ostali mobilni, pa je zelo povezan s tehnologijo. In ko govorimo o tehnologiji, nikakor ne moremo mimo avtonomnih avtomobilov. Naše navdušenje nad avtonomnimi vožnjami, ki smo jih imeli, smo delili tudi z vami. In tudi razmisleke o tem, kako bo to korenito spremenilo naš način uporabe avtomobilov. Do avtonomne vožnje je še kar nekaj časa. Zdaj se nahajamo v nekem sivem obdobju, ko bo nekaj prometnih nesreč, ko bo veliko diskusij o tem, kaj avto zmore in kje moramo biti ljudje še vedno prisotni, in pa seveda kar nekaj denarja, ki ga bodo avtomobilska industrija, firme in pa tudi ljudje porabili za odvetnike, ko se bo šlo za to, ali je kriv avtonomni avto ali voznik. Prav v tem času velikih razmislekov o tem, kakšna bo mobilnost v prihodnosti z avtonomnimi avtomobili, smo mi opozorili na to, da ta vmesni čas bo čas preizkušnje tudi za voznika. Kako zaupati, da bojo tehnološke naprave v resnici vozile tako, da se bomo lahko vmes počili ali opravljali druge opravke? In za ta čas je jasno samo eno, da ni jasno, kako dolgo bo trajal. Vmes pa bomo na preizkušnji predvsem vozniki, celo bolj kot tehnologija. V tem vmesnem času bomo postopoma morali zaupati tehnologiji, da bo vožnjo opravljala namesto nas. Pri tem pa ves čas voziti popolnoma zbrani sami. V tem pogledu si v avtomobilnosti ne želimo samo informirati o tem, kaj vse sodobni avtomobili, ki so že danes na voljo, omogočajo, ampak tudi omogočiti izkušnjo za vas. Tako smo ob oživitvi slovenskega avtomobilskega salona v avtomobilnosti prepoznali priložnost za pripravo tehnološkega paviljona. V njem smo vam na enem mestu ponudili razstavo vseh tehnologij, ki jih mora kupec poznati, ko se loti izbire novega avtomobila. Nepristransko in neodvisno smo informirali o sodobnih varnostnih napravah, ekološki mobilnosti, opremi avtonomnih avtomobilov, kriterijih udobja, pa tudi o realnih stroških lastništva. Nasvetov pa nismo delili zgolj z obiskovalci avtosalona, ampak smo tehnološki paviljon izkoristili, da spregovorimo s strokovnjaki z izpostavljenih področij. Vse te pogovore pa v živo prenašali prek MMC-ja. Tehnološki paviljon je nekaj posebnega, tako kot je poseben tudi slovenski avtomobilski salon. Je pa avtomobilnost znana oziroma naša stalnica je tudi, da se radi podružimo z vami na naših dogodkih, ki jih seveda prej objavimo tudi na našem zavihku Avtomobilnost na spletni strani MMC, kjer se lahko prijavite. In to skozi varnost, tudi driftanje v letošnji sezoni, vožnji družin in pa delavnicah na snegu. Prometno varnost obravnavamo iz zelo različnih vidikov, a pri vsaki od izbranih in obravnavanih vsebin vedno iščemo isto – dodano vrednost. Prav pri varnosti pa to nikakor ni enostavno, saj pravila varne vožnje poznamo vsi. Ključno vprašanje je tako predvsem to, zakaj jih ne upoštevamo. Zato se na vse pretege trudimo najti drugačne načine in nove poti, s katerimi bi v voznikih vzbudili trenutek pozornosti, v katerem bi se spomnili, da vse, kar vemo o varnosti, v spomin ni spravljeno samo zato, da polni možganske shrambene kapacitete, ampak zato, da to znanje tudi uporabimo. Spodbude k temu pogosto najdemo na področjih, o katerih se ne govori pogosto, ter seveda, to je naš zaščitni znak, ob druženju z vami. Z našimi druženji smo vam hoteli približati ne samo oblike bolj varne vožnje, tudi bolj dinamične vožnje, ampak tudi tehnologijo, ki je na voljo. Druženje z vami pa je za nas zelo pomembno. Saj od vas dobimo najbolj neposredne vtise o tem, kaj vam pomeni nova tehnologija in kako jo uporabljate.
Vsi, ki ste se že udeležili naših delavnic in vsi tisti, ki se jih še boste, postanete naši ambasadorji varne vožnje. Svojo osebno izkušnjo, ki ste jo pridobili na delavnici, nam pomagate te spodbude k varni vožnji in bolj etični vožnji v pristni osebni izkušnji prenesti v kar najširši krog voznic in voznikov pred TV zasloni. V teh 100 oddajah pa smo zelo ponosni tudi na naše pobude. Predvsem na tisto, ko smo se lotili preiskave, kako se naši oziroma tudi vaši otroci vozijo širom Slovenije v šole. Ugotovili smo, da kombi oziroma prevozi niso takšni, kot bi morali biti in da bi bilo za varnost potrebno bolje poskrbeti. Tu smo se aktivirali sami in obiskali 36 šol ter podelili 200 jahačev. Za to pobudo smo za otroke pripravili prav posebno prometno igro, v kateri smo jim na drugačen način predstavili pomen in potrebo po pravilnem pripenjanju z varnostnim pasom. V naši pobudi Osnovna šola varne vožnje pa na pomen varnosti nismo spomnili samo otrok, ampak tudi njihove učitelje. Ko govorijo o prometni varnosti med šolsko uro, je pomembno, da se to, kar govorijo, izvaja v praksi tudi takrat, ko šole ni več. Prav v tem je največji problem varnih prevozov v šoli.